Čau, Alenka tukaj, kako ste? Danes nadaljujemo s temi mojimi misterioznimi videi in sicer gremo v Bohinj. Eni ste mogoče že slišali, drugi še niste slišali, ampak v Bohinju rečemo enemu določenemu predelu v obliki očitno trikotnika bohinjski trikotnik. Imenuje se po Bermudskem trikotniku. Gre za območje, kjer nepojasneno izginjajo ljudje, živali, letala, ladje, praktično vse, kar pride na tisto območje. Zaradi enega dogodka, ki se je tam zgodil leta 1990, so potem domačini to območje, ki je veliko približno 40 kvadratnih kilometrov, imenovali za bohinjski trikotnik. Sicer takrat je izginil znan ljubljanski slikar Hubert Šara, ne vem, če to prav izgovarjam. Takrat je bil z ženo in sta šla narazen po poti, samo da je ona obšla eno skalo in do tiste točke naprej njega ni več našla. Njegove ostanke so našli dejansko šele 7 let po vsem tem in sicer v bližini Žagarjevega grabna, ki je pa v bistvu smučišče. Že med letoma 1984 in 1990 je tam zginilo 6 ljudi. Angleški turist Wolfgang Bleiberg, Branko Cesar domačin, Marjana Pregla, domačinka Matilda Mahnič, Hrvat Vlado Poropat in pa angleški duhovnik David Fox. Leta 2012 je bila ena večja iskalna akcija, kjer je izginil Gregor Pavšič, bil je iz Žirovnic oziroma cela njegova družina. Takrat trenutno res ni bil srečen, slabe stvari so se mu dogajale v življenju, zato je redno hodil na sprehode, da se sprosti, da se spočije v naravi. To je bila nedelja in on je doma staršem rekel, da bo šel na Vogar, to je en hrib tam nad Bohinjem. Pa je kasneje, ko naj bi pa že prišel dol, je pa poklical domov okrog 6:30 zvečer, da se sprehaja okrog Bohinjskega jezera. Potem, mislim, da po 9 uri tam nekje je bil pa dosegljiv samo še prek tajnice. 10 zvečer je očeta začela zelo skrbeti, zato je obvestil policijo in potem so ga počasi začeli iskati. Medtem ko so ga iskali potem že s helikopterjem, sonarji v naslednjih dneh, tisti, ki zaznava človeško toploto oziroma kakršnokoli toploto, niso našli nič. Našli so samo njegov avto z nekimi dokumenti, s priporočeno pošto, z delovno knjižico, se mi zdi. Edina sled, ki so jo našli za njemu, je bila gor na tej koči na Vogarju. Škatlica s cigareti, ampak kasneje prek DNK niso mogli določiti, ali je to njegovo ali ne. Skratka, gre za primer, ker je moški dejansko izpuhtel tako kot mnogi že pred njim. Zdaj pa teorije, kaj vse se dogaja na tem. Teorije so majčkeno bolj specifične, take mitološke, ker marsikdo se zdaj itak ne bo strinjal in poglabljal, to tudi jaz ne verjamem, ampak je pa zanimivo. Med teh posebnih teorij je to, da bi bila lahko kriva Morana, torej boginja smrti. Nekateri pričajo, da naj bi šlo za Jago Babo. Jaga Baba je že daleč nazaj iz slovenske zgodovine, iz te mitologije, ker naj bi šlo nekaj med čarovnico pa med divjo žensko. In v enih pričevanjih naj bi bila prijazna in naj bi pomagala ljudem, po drugih pričevanjih naj bi bila ekstremno zlobna in jih preganjala. Tretja, precej razpita teorija naj bi bila, da gre za kvatrne tedne. Kvatre. Zdaj, po rimski cerkvi naj bi bili kvatrni tedni obdobje, kjer bi se Bogu bolj specifično zahvaljevali za vse, kar imamo. Po drugi strani naj bi bilo pa takrat preprosto nevarno in kar se tiče odhajanja od doma takrat in sploh hoje po gozdu in pač to naj bi bilo pa tako toplo odpriporočeno takrat, ker je nevarno in ker naj bi hudič hodil okrog. Zdaj pa, če gremo še na tiste bolj realne, resnične teorije, kaj naj bi se dejansko lahko dogajali, je pa to, da gre v bistvu na tem območju za precej kraški svet, ker pa v vsakem primeru Kras vedno pomeni jame, razne vdolbine, vrtače, luknje, take in drugačne in baje. Enkrat so prišli enemu na 1,5 metra blizu in so ga komaj zagledali. Se pravi, tam je osebo, ki ni primerno obuta ali pa ki ni primerno kakorkoli pripravljena ali pa izučena na te stvari, bo preprosto nekam zdrsnila in jo ne bojo več našli. Te poti, ki naj bi bile vrisane na mapah, so včasih malo nesodobne ali pa malo napačne ali pa so v resnici že zaraščene in niso več varne, tako da včasih ne bi bil tudi to problem. Pa da ne govorimo o tem, da so včasih turisti tam v flip-flopkah, tako da... Naj omenjam še Borisa Žagarja. On je v bistvu upokojeni kriminalist in da sploh ne govorim, kje ta človek živi. Živi v srcu tega trikotnika, s tem, da je podedoval oziroma kupil eno kočo tam, ki naj bi bila itak prekleta. Po 3 letih, odkar je bila Matilda Mahnič takrat pogrešana, je našel tam čisto zraven te svoje koče en delček njene lobanje, kasneje pa mislim, da še njen ruzak. Najdena je bila pa tudi lobanja lovca, to je pa že dalj časa nazaj. Ugotovili so v bistvu, da je ta lobanja istega lovca, ki je prej živel v tej isti koči kot zdaj Boris Žagar, s tem, da je ugotovil tudi, da so ga mogli drugi lovci, ki so šli skupaj takrat na pohod, ustreliti v glavo. Ugibal je, da to zaradi tega, ker naj bi se preveč bahal, da živi čisto v središču gozdov in da divjad kar sama k njemu hodi. Robert Mencin, na primer, ki je komandir policijske postaje Bled, recimo, on je popolnoma začuden na tem, kako se mora toliko nenavadnih stvari zgoditi,
Čuden se mu zdi, ker ne vem, po 3 osebe na teden zginejo in to v tednih, ko je največ sonca, največ turistov, ko vsi derajo na Triglav in dol in takrat noben nič ne vidi, ne sliši in za ljudmi preprosto ni sledi. Tako da ja, kaj ne rečem, če greste v hribe, prosim vas lepo, dobro se obujte, dobro se oblečite, pa probajte vedeti, kaj delate, zaradi tega, ker zna biti res nevaren. To je zdaj že 4. tak video, vem, da so vam res všeč in to je meni ful všeč, ampak mislim, da bo naslednji bolj vesel, ker imam že eno ful dobro idejo, pa upam, da vam tudi všeč, škoda. Če imate pa kakšno dobro idejo, o čem bi lahko govorila in kaj se še kaj čudnega dogaja, mi pa spodaj napište in tisti komentar, ki bo imel največ lajkov, v tisti stvari bom šla pol govorit, se mi zdi. Idejo za ta bohinjski trikotnik mi je dal nekdo od vas, tako da hvala. Ok, to je to danes od mene, lepo se imejte, naročite se, lajkajte, hvala ful, aj čau, lik dostavo sem dobila, grem pojesti.